31.5.11 po kristijanskem koledarju 2011. Tož direkt. Tokratna tema, ogenj zavedanja. Lokacija, Republika Slovenija, mestna občina Ljubljana, mesto Ljubljana, Trg Republike, spomenik revolucije s pogledom na ostale elemente tega celotnega kompleksa, vključno s parlamentom in drogom zastave za samostojno Slovenijo. Spoštovano občestvo, družba tone vse niže in niže, nezadovoljstvo ljudi raste, zato je treba ta proces ustaviti in trend obrniti navzgor, da se bo družba razvijala v vse večjo blaginjo, ne v vse večjo revščino. In temelj revščine, kateri smo priča tukaj v Sloveniji, je zagotovo vojna na Balkanu. Eden izmed temeljev, seveda, da bom povsem natančen, ampak iz te polpretekle zgodovine. In sedaj, ko so prijeli Ratka Mladića, vidimo, kako nesmiselno je v bistvu vse skupaj, kar se je dogajalo. Kako en človek je nekoč bil mogočen, zgleda bedno, nebogljen, nemočen. In koliko škode so dejansko dejanja, katerim je poveljeval, povzročila. In če tudi je v prejšnjem sistemu, torej v državi Jugoslaviji, bilo nekaj napak, ki so ljudi popeljali do tega, da so se odločili za samostojne republike, je velika napaka, ki se danes počne, da se v nekaterih instancah, ki so na oblasti, negira tudi tisto, kar je bilo v prejšnjem sistemu dobro. Priznati si je treba, da dokler ni prišlo do teh agresivnih obračunavanj, je prejšnji sistem nudil zelo veliko zavedanja, kako pomembna je povezanost, enotnost in kako pomembno je, da narodi na Balkanu tvorijo koherentno družbo, ki je nagnjena k temu, da sodeluje, neki je nagnjena k temu, da se izključuje in se napaja sovraštvom. Dobro, seveda Jugoslavije ni možno obnoviti, že zaradi vsega, kar se je zgodilo. Je pa treba obuditi zavedanje o zdravih idejah in jih pričeti uvajati in aplicirati v družbi, ki se izvaja danes. Saj bojo te republike, ki so nekoč tvorili Jugoslavijo, postopoma pristopile Evropski uniji. In cilj mora biti jasen, sožitje med narodi, ne zgolj na Balkanu, ampak v Evropi. Najprej, da se vzpostavi ustrezno zavedanje, da ni bilo vse nekoč slabo, predvsem mladina je nekako indoktrinirana s tem mnenjem, kakor da je nekoč bilo vse za nič, vsi so bili nadzorovani, bilo je kot v nekih filmih, kot so James Bond, kjer so bili komunisti prikazani kot norci, zahodnjaki pa kot osvoboditelji. V glavnem, zbuditi se mora zavedanje, da je od zadaj mnogo manipulacij in da je treba iz sistema, ki je nekoč obstajal, dobro filtrirati, prevzemati in uporabljati in mu seveda dodajati nova spoznanja in nauke, tako iz ekološkega kot sociološkega ter ostalih bistvenih vidikov za ta kontekst. Sam bom simbolno na ta datum, 31. maj 2011, na tem, rečemo temu pripravek, na tem pripravku, ki izgleda, kot da je nek vrč, v katerem bi se lahko prižgala bakla. Predvidevam, da je tukaj bila pritrjena zastava. Ne vem, tega žal nisem videl. Nad tem pripravkom prižgal simboličen ogenj zavedanja. In trenutek, nisem kadilec, zato lahko pride do težav z vžigalnikom, dobro deluje. In v bistvu naj ta ogenj zavedanja, ki gori na tem mestu, kjer je nekoč stala očitno zastava, kot že rečeno, ali pa karkoli že, morda celo bakla, ne vem, če kdo ve, lahko dopiše pod ta video. In ta ogenj zavedanja naj dejansko ljudem pomeni tisti ogenj, ki lahko simbolizira aktivacijo notranjih virov, da se človeštvo ne usmerja v depresijo, v žalost in v bedo, ampak v progresijo,
v radost in veselje ter v blaginjo. Kajti, če obstaja družba, kjer je premnogo razlik, ki temeljijo na sovraštvu, na jezi in na preziru, takšna družba blaginje ne more postati, kajti blaginja pogojuje mir, sožitje in pristno ter pošteno sodelovanje. Zato, da še enkrat ponovim, ogenj zavedanja je zagorel v tem direktu danes tukaj. Sedaj, ko se pa bliža 20. obletnica razglasitve tako imenovane samostojne Slovenije, pa se lahko družba prične aktivno spraševati o dobrem nekoč, o smiselnem pomenu slabega nekoč, o naukih, ki izhajajo iz dojemanja, kaj je bilo slabo in kaj je dobro, in o tvorjenju nove družbe, kot je bilo v pionirski zaprisegi rečeno, ustvarjati novo življenje, ampak naj ne gre zgolj za eno življenje, ampak naj gre za bivanje. Pa ne rabi biti povsem novo, lahko je modificirano oziroma oplemeniteno bivanje, polno radosti in sreče, in to naj bo skupen cilj. In tale ogenj, simbolni ogenj zavedanja, pa naj prihaja kar iz sonca.